Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Odmev tedna. Dogodke komentirava z našo stalno komentatorko, to je Karin Planinšek. Živijo, Vida. Lepo pozdravljena, Karin. Zdaj začnimo kar z osrednjim dogodkom tega tedna, ki se dotika seveda tudi stranke, v kateri ti si članica in si tudi aktivna članica. To pa je obisk Evropske ljudske stranke v Sloveniji. Najprej so bili v Zagrebu, ne. No, moram povedati, ko sem gledala tiste fotografije iz Zagreba, nisem jih zdaj predložila, ampak pokazale so, da je bilo v Zagrebu več članov, celo Ursula von der Leyen in tako naprej. In sem imela občutek, da je mogoče Zagreb pomembnejši za Evropsko ljudsko stranko. Lahko to tudi komentirava. Ampak bolj pomembno je bilo tole, ne. Evropska ljudska stranka je prišla v Slovenijo. Manfred Weber je dejal, da bi morala biti na prihajajočih državnozborskih volitvah izbira za slovenske volivce stabilna desno-sredinska vlada. Torej, kaj vi, Karin, menite o tem? Jaz menim, da je v bistvu, mene je presenetila ta izjava. No, jaz sem vedela o tem obisku, nisem si pa mislila, da bo dejansko debata šla v to smer, da bojo tako direktno povedali, ne, v bistvu z drugimi besedami, to, kar se dogaja v vaši državi, ni okej, ne, ja. Da imamo v bistvu že krizo. Tako da je to v bistvu, kadarkoli voditelji takšnega kova, ne, na tak način direktno nastopijo, to pomeni, da je dejansko to znak za alarm, ne, da je šlo že predaleč. No, oni so tudi povedali, ne, poglejte sosedno Hrvaško, kjer je že več let desno-sredinska vlada, so uspešni, nas dohitevajo, ne, tam je zdaj povprečna neto plača samo še za 100 evrov nižja od naše, ne. Potem je tudi gospod Weber omenjal svojo domačo Bavarsko, ne, kjer je pač že več let na oblasti tudi CDU, torej njihova desno-sredinska stranka. Tako da jaz mislim, da je bil to jasen signal slovenskim volivcem, tudi slovenskemu političnemu prostoru, da smo mi prišli dejansko do točke vrelišča, ne, da se bo treba odločiti, ali bomo šli naprej s to neodgovorno, nezrelo politiko, konec koncev škodoželjno, ne, da se direktno izrazim, ali pa bomo zdaj ubrali neko pravo pot. Zdaj mogoče prej, ko ste omenila, da je bil pa drug del voditeljev v Zagrebu, ne, ja. Predvsem Ursula von der Leyen, čeprav ona tudi pripada Evropski ljudski stranki. Zdaj, jaz mislim, no pa to sem tudi slišala od določenih virov, ki so blizu teh ljudi, da sploh gospa Ursula von der Leyen ni preveč naklonjena slovenskim desno-sredinskim strankam, zlasti gospodu Janezu Janši. To smo tudi videli v prejšnjem mandatu. Ja. Ko je Evropska komisija bila zelo glasna glede nekih, ne vem kakšnih, glede vsega so se oglašali, ne, zdaj, ko pa dejansko imamo kršitve, ko se ne upošteva vladavina prava, ne, ko demokracija kot taka, kot jo poznamo, propada, zdaj so pa kar naenkrat tiho in vse je super fino fajn. Ko dejansko je politika v tem mandatu uzurpirala medije jasno na javni televiziji povedala, da oni so prišli, da očistijo janšiste, kar naenkrat je Evropska komisija tiho. Ne? In tukaj se vidi ta izjemna pristranskost, sploh gospe Ursule von der Leyen, ki je očitno veliko bolj naklonjena levi opciji, kot pa desni, čeprav pripada Evropski ljudski stranki. Pa ni bila nikoli izvoljena, ne, praktično. Tudi ni bila nikoli izvoljena, v bistvu nastavljena, ne, in tudi mi je nismo podprli, mi smo je jasno nasprotovali, tudi pač meni se zdi žalostno, no, da še vseeno, da so ljudje na evropskih volitvah jasno pokazali, ne, kakšne Evrope si želijo, pa so potem nam spet nastavili tole Ursula von der Leyen. Zdaj, kakor slišim, pa tudi spremljam, gre v malo boljšo smer, kot je šlo v prejšnjem mandatu, a ne. Se mi pa zdi, da pač ona ni dorasla temu položaju. Ne. No, pa se dva poslanca evropska iz vaše stranke, Zver in Grims, sta bila celo kaznovana. Mislim, to se je tudi zgodilo prvič zaradi glasovanja. Ja. Jaz si sploh ne predstavljam, kako si lahko v nekem demokratičnem parlamentu, čeprav ima 800 članov, kot ima Evropski parlament, kaznovan, ker dvigneš roko tako ali drugače.
Zdaj v bistvu to kaže že na neke avtoritarne tendence. Ja. Ne? Mislim, da se mi proglašamo za razviti svet, ne? Da se proglašamo za boljše od drugih, po drugi strani pa želimo utišati vse tiste, ki mislijo drugače. Ne? Mislim, je to nekako, kako bi rekla, dvolično. Ne? V bistvu potem kažemo s prstom na druge, poglejte, kaj oni delajo, slabši smo pa mi sami. Ne? Zdaj v Evropskem parlamentu je treba vedeti, da obstaja tudi kordon saniter, kar pomeni, da če se ti, kako zdaj to razložiti, nekako oddaljiš od tega, kar pravi tvoja, pa ne samo tvoja politična skupina, nasplošno, kar Evropski parlament, Evropska komisija razglasi za sprejemljivo, ne? In če se ti oddaljiš od tega, si deležen raznih sankcij, tudi denarnih, da ti je vzeta beseda, ne smeš več razpravljati, ne, ko imajo te enominutne govore in je to v bistvu zelo, mislim, kako bi rekla, zelo nevarno stanje, ne? Da se to dogaja v nekem kvazi razvitem demokratičnem svetu. Tako da, to se pravi, Zver in Grims sta zdaj v tem sanitarnem kordonu. Ja. V tej škatli, sanitarni, v tem odpadu, ali kako, za nekaj časa, ali kako je s tem? Moram reči, da se nisem poglobila, kaj zdaj točno te sankcije pomenijo za njiju. Jaz mislim, da je to gospod Grims že nekako navajen, če se malo tako izrazim, ker on v bistvu, odkar je nastopil svoj mandat v Evropskem parlamentu, je bil deležen že veliko teh sankcij ravno zaradi tega, ker on pač ne odstopa od tega, kar zagovarja. Ne? In to pač tam ljudem ni povšeči, tem evropskim birokratom, Evropske komisiji in potem dobiva razne sankcije. Meni se to ne zdi prav, ne? Zakaj? Ker mene najbolj moti, zakaj sem šla tudi sama v politiko, ne? Ker je politika v bistvu samo neko zavijanje v celofan. Ne? Ustvarjajo nek mehurček, neko navidezno realnost, mečejo nam pesek v oči, ne pogovarjamo pa se direktno o stvarih, ne rečemo bobu boba. Ko pa pride nekdo, ki pa pove, lejte takole pa takole pa takole, ne? Uporablja neko razumljivo retoriko in mislim, zahteva stvari, ki so popolnoma, ne vem, ki bi morale biti samoumevne, ki so zdravorazumske, potem je pa kar naenkrat sankcionirane. To sem tudi že sama doživela v slovenskem političnem prostoru, ki še vseeno se mi zdi, da zaenkrat ni še toliko strog, ampak smo pa že na dobri poti do tam, ker se poslancem opozicije zdaj v tem mandatu pač jemlje beseda. Ja, in nihče se ne oglasi. No, ampak da bo stvar še bolj absurdna, ne, in pravzaprav nesramna, da tako rečem, ne, je istočasno bila v Sloveniji tudi skupina evropskih poslancev stranke SD, to se pravi socialistov, bi rekli, tako, ne, ki je praktično izkoristila oziroma govorila, da so prišli evropski komisarji na obisk. Ne. V bistvu so pa prišli na strankarski obisk podpreti v predvolilni kampanji Golobovo svobodo. Ne. Zdaj pa to, kar so predlagali, pa sploh ne navadno, ker so predlagali v posebni izjavi, jaz morate misliti, da naj v bistvu so vodjo politične skupine pozvali EPP, ne, da zaradi protievropske drže in usmerjenosti proti pravni državi iz svojih vrst izključi SDS. To se pravi, gospod Weber, Manfred, naj bi zdaj izključil Janeza Janšo pa vse stranke in slovenske volivce iz svojih vrst. Pa se to je noro. Kako vi to komentirate? Mislim, tako kot ste rekli, ne, to je noro, ne. Zdaj se mi zdi, da ne vejo več, kakšen manevr bi obrali, da bi si nabrali nekaj dodatnih političnih točk pred volitvami, in to, kar se ta politična struja gre, torej leva struja, to je v bistvu preraslo že v totalno vojno pred temi volitvami. Ne? In zdaj je to pač še en dodaten poskus. Zdaj, če kdo lahko odloča o tem, kdo bo izključen iz EPP-ja, je to EPP sam. Ja, seveda, zase naj se brigajo. Oni najprej pometejo pred svojim pragom, potem se pa lahko oglašajo o drugih političnih skupinah. In jaz moram reči, da je, kako bi rekla, slovenska levica, mogoče ne samo slovenska, tudi nasplošno, postala zelo predvidljiva. Ne?
namesto da bi oni delali na tem, na svojem programu, predstavljali to, kaj oni nudijo slovenskemu volivcu, v bistvu oni znajo samo nekako obtoževati svojega političnega nasprotnika, točno tega, kar počnejo oni sami. In to je šolski primer manipulacije, ker ti s tem, ko drugega obtožiš za to, kar počneš sam, ti s tem samega sebe opereš in seveda preusmeriš pozornost. In tako se manipulira z volilnim telesom. Ja. Oni opletajo z besedami, da je demokracija ogrožena, da skrajna desnica je v porastu. Mi skrajne desnice v Sloveniji sploh nimamo. Ja, mogoče se na vsake toliko časa pojavi par mandeljcev na kakšnem trgu, pa kažejo neke nesprejemljive znake, to je absolutno za obsodbe vredno, ampak jaz mislim, da so dostikrat take akcije organizirane ravno strani slovenskih levičarjev, da to potem lahko izkoriščajo za blatenje slovenske desnice, ki absolutno nima nič s tem. Ker zdaj, če se fokusiramo samo na Slovensko demokratsko stranko, pa seveda so tudi ostale desno-sredinske stranke enake, mi obsojamo kot neka zrela politična opcija vse tri totalitarne režime, ker Evropski parlament je sprejel resolucijo o obsodbi nacizma, fašizma in komunizma. Medtem ko slovenska levica tega ni sposobna. Oni so glasni o nacizmu in fašizmu, ko pa pride do komunizma, to je pa vse v redu in oni to lahko javno častijo, javno hodijo na take proslave. Če je kdo antidemokratičen, so to oni sami. Če kdo širi sovraštvo, so to oni sami, ker se ne znajo ukvarjati z ničemer drugim kot svojim političnim nasprotnikom. No, poglejmo, kako se je odzval Janez Janša na tem dogodku, na to pobudo, seveda, da se jih vrže ne vem kam, v ta kordon mogoče. Moram reči, da od te druščine nisem pričakoval nič drugega. Dejstvo je, da se s tem zgolj nadaljuje ta narativ, ta pristop levice pa skrajne levice v Sloveniji, ki nima lastnega programa in potem išče ali pa lovi volivce na negativni kampanji. Oni ne znajo povedati, zakaj so, znajo povedati samo proti čemu so in tukaj pač uporabljajo metode, ki jih v Sloveniji poznamo zadnjih 80 let. In lahko rečem, da me ne preseneča to, da je nek nastavek tega, kar se dogaja v Sloveniji, tudi v vrstah evropskih socialistov. In da, če se bo to nadaljevalo, bodo prišli do tega, da na koncu ne bodo imeli v Evropskem svetu nobenega predstavnika več. Evropska ljudska stranka ima v Evropskem svetu, če se ne motim, 13 članov, v Evropski komisiji 14 komisarjev, Evropska ljudska stranka je najmočnejša skupina v Evropskem parlamentu, socialisti mislim, da imajo samo še 4 člane Evropskega sveta, so daleč za Evropsko ljudsko stranko v Evropskem parlamentu, in tudi v Evropski komisiji je v primerjavi z prejšnjimi mandati samo še za vzorec. In če bodo nadaljevali z pristopom, ko nimaš lastnega programa in lastno kampanjo gradiš na temu, da izključuješ druge na negativnem programu, potem se je zgodilo, da bodo praktično povsem izginili, kar se bo očitno zgodilo tudi v Sloveniji, kjer normalna levica ne obstaja več. No, pa vendarle, zdaj, če se pa malce spomnimo, starejša generacija. Mi smo živeli v socializmu, se šolali v socializmu in če se spomnimo zgodovine delavskega gibanja, bi jaz vendarle rekla, da ta levica v Evropi ima program. To je bolševistični, leninistični program rušenja, kajti ko ti zrušiš sistem, ko zrušiš državo, ko ljudem pobereš vse, da so revni, da nimajo svoje ekonomske svobode, takrat lahko narediš bolševistično revolucijo. Jaz tu vidim eno širšo sliko, ki je stara več kot 100 let in prihaja iz bolševistične Rusije in leninistične revolucije. Mogoče te ljudje, ki se imajo za socialiste, sploh ne vedo, da so neki, bom tako rekla, koristni idioti v neki širši sliki rušenja miru in reda, da bodo
spet in spet in spet delali bolševistično revolucijo, kar se je zgodilo konec koncev tudi leta 1945, pa že prej od 1941 do 1945 v Sloveniji, razlastili, pobili, pokradli in v 45 letih države so nam vladali neki kelnerji, natakarce, policaji, ne vemo kdo in še danes praktično smo po 35 letih samostojne države pripeljali ekonomsko državo do dna, med sabo pa vsi sprti in jaz imam včasih občutek, da bi oni spet pobijali. Zdaj, če se najprej dotaknem izjave gospoda Janeza Janše, v bistvu, kar je on povedal, je to, da je slovensko levico izjemno strah, ne. In oni vejo, da zgubljajo, ne. Ker že tako ali tako jim vse slabše kaže na katerihkoli volitvah, na zadnjih evropskih, recimo na referendumih so zdaj že 2-krat zgubili in oni vedo, da jim oblast polzi iz rok, ne, oblast in denar. In ker so te ljudje v strahu, je njihova retorika še toliko bolj agresivna, ne. Zdaj bojo povlekali z rokava vse ase, kar jih imajo in jaz mislim, da bo to mesarsko klanje, če se malo bolj tako nazorno izrazim, žalostno, no, da nismo, da nekatera, da določena opcija v tej državi še ni dovolj zrela, da bi se lahko šli neko normalno demokracijo. Če se dotaknem vaše izjave, ne, v bistvu ste zelo dobro povedala, je sicer mogoče nimam takšnega pogleda, ne, ker sem malo mlajša, pa tudi rojena v samostojni Sloveniji. Sem pa veliko stvari prebrala, veliko stvari spoznala še za nazaj, ker nam šolski sistem ni dal, ne. Žal se pač naša zgodovina pometa pod preprogo. In moram reči, da kaj sem jaz opazila, da je v bistvu leva opcija že nekako temelji na neki izvorni laži, ali kako bi rekla. Oni pravijo, da so tukaj za pravice delavcev, za malega človeka, ne, dajmo imeti vsi enako, da država vam bo vse dala. In veliko ljudi je bilo zaradi tega zavedenih in so šli na to stran, ne, so se pač poistovetili s to ideologijo, potem ko pa so se recimo politično angažirali, so pa videli, da so jih zmanipulirali, ne, da to ni res, da se oni borijo za lastne riti, ne pa za pravice delavcev, ker vedno je to potem potekalo na ta način, da so izvedli revolucijo, se pravi, najprej diskreditirali političnega nasprotnika, na to so ga celo eliminirali, ne? In prišli so na oblast, tako kot ste sami rekli, neki nesposobni ljudje, ki temu niso dorasli, ne? In potem je šlo pač v tako smer, kot je šlo. In se mi zdi, da zdaj gledamo enako v slovenskem parlamentu, ne? Mislim, kaj je to? Tamara Vonta, Lena Grgurevič. Noben od teh poslancev ne zna povedati nekaj vsebinskega. Vse, kar znajo govoriti, so neke ideološke floskule, ki ne temelijo na tem, da bodo oni zdaj nekaj dali narodu, ampak samo v bistvu širijo sovraštvo. To, kar oni obtožujejo svojega političnega nasprotnika. Tako da jaz mislim, da meni je žalostno, no, da v bistvu, kako bi rekla, se nasprotna stran vedno poslužuje takih nizkotnih prejemov, ne, samo zato, da bi se obdržali na oblasti. In očitno se v toliko in toliko letih, ne, ni ničesar spremenilo pri njihovem delovanju. Ampak zanimivo je, kako so uspeli na evropsko raven izvoziti, da tako rečem, ta anti-janšizem, samo da ni Janša in tako naprej, ne, ker konec koncev, kot smo že rekli, ne, je Vera Jourova, podpredsednica Evropske komisije, delala pri Ursuli von der Leyen, prišla delati državni udar praktično v Slovenijo na ustavno sodišče v času, ko je ustavno sodišče odločalo, ali je zakon o RTV ustaven ali ni, so ga zadržali, ker niso bili sigurni, niso mogli odločiti tako hitro in potem, čudežno, ko je ona prišla, so ga pa sprostili, tako da je bilo zamenjano celotno vodstvo z nekim neustavnim zakonom, da je zdaj RTV Slovenija in nikogaršnji hlapci so postali čisti PR, public relations, reklama, reklamiranje, marketing Roberta Goloba. In na drugi strani tudi
Nika Kovač, ki se je slikala zdaj s temi SD, socialisti, ki so prišli v Ljubljano, ona uvaja na evropski ravni model iz Amerike, da bi na evropski ravni, na ravni Evropske komisije dovolili in plačali splav vsem ženskam, tudi tistim, ki prihajajo iz držav, kjer je splav omejen ali pa mogoče ima različne pogoje. To se pravi, ustvarila bi neke vrste turizem splavov in seveda zanikala zakonodajo posameznih držav članic. Zanimivo, da se oni ne vtaknejo v to, ne vtikajo, to je za njih nič vse v redu, ker v bistvu gojijo to kulturo odpovedi. To je tako imenovana cancel culture. Dajmo zdaj odpovedati, Janša, ni v redu, te porinemo sem tja, oni to počnejo. Ne? Ampak glejte, kako se vi, zdaj vprašanje za vas, vi ste v tej stranki podmladek, ne? Hodite okoli, imate po desnem pasu podcast, se vozite po Sloveniji, kako vi to doživljate? Vi ste tudi Evropejka. Kako vi doživljate to? Jaz mislim, da slovenski levičarji niso tega izvozili v Evropski parlament, ampak da pač določena kasta ljudi, določena kasta politikov, ne vsi, to je treba poudariti, deluje pač na določen način. Ne. Ta način je tako, deli in vladaj. Ta način je znan že stoletja, ne? Ali pa kruha in iger, recimo. Daj narodu malo drobtinic, da bojo zadovoljni, prodaj jim par laži, da bojo gledali stran, ne? Mi pa bomo med tem, ne vem, biznisirali. V bistvu gre za denar. Ne? Recimo tudi, če pogledamo Niko Kovač pa Inštitut 8. marec, oni so, čeprav se proglašajo za to, da se jim gre za malega človeka, za pravice vseh in tako naprej, so oni financirani strani globalistov, ne? In za njih tudi delajo. Recimo George Soros je dal Inštitutu 8. marec nekaj čez 300,000 evrov. Ne? In te ljudje delajo predvsem na tem, da se širi določena ideologija, da širijo določeno agendo. Ker če ti narod zmanipuliraš do takšne mere, ne, da jih v bistvu spremeniš, kako bi rekla, v neke svoje robote, ne, da jih tako napolniš z ideološkimi temami, s takimi temami, ki delijo, kot je recimo splav, ne, to recimo ob ključnih momentih, ne, v državi, na evropski ravni, plasiraš v medije in ti v bistvu s tem narediš to, kot da bi v ljudeh pritisnil na gumb, ne. In potem namesto, da bi se mi pogovarjali o težavah, ki nas dejansko pestijo, se mi pogovarjamo o splavu, ki je pri nas že urejen. Recimo ravno včeraj sem videla, da je Inštitut 8. marec objavil nek video, spet so imeli, se mi zdi, so se ravno srečali tudi z SND. SND, ja, z njimi so se srečali. Ja, in so jim še pripravili neke majice s 55. členom ustave, ki je pač zapisana ta pravica do splava oziroma pač ta pravica do svobodnega odločanja o rojstvih svojih otrok. Ne. In potem so posneli poslanko Lucijo Tacer iz Svobode, ki je rekla, da za svoje osnovne pravice se moramo boriti in da te volitve bodo pomembne, da ne bomo tega izgubili. Mislim, neverjetno je, kako te ljudje lažejo. Kaj se oni grejo? Tega nihče se sploh ne pogovarja o splavu, da bi mi to ukinjali, ker v Slovenski demokratski stranki imamo dva pogoja, ko pride do sodelovanja z drugimi političnimi strankami. Ne? Se pravi spoštovanje slovenske ustave in pa spoštovanje resolucije Evropskega parlamenta o obsodbi vseh treh totalitarnih režimov. In nam ne more nihče očitati kršenja človekovih pravic, kvečemo oni to počnejo sami, ker v bistvu so začeli krniti svobodo govora. Ne? Pa če se dotaknem Slovenske demokratske mladine in pa tega našega potujočega podcasta. Ja. Jaz mislim, da je to nekaj zelo pozitivnega, nekaj, kar je v bistvu v našem političnem prostoru manjkalo. Zakaj? Ker namesto, da se mi zdaj pogovarjamo samo o tem, koga bomo izključevali, pa s kom se bo šlo v koalicijo in s kom ne po volitvah, se mi zdi, da je prav, da smo mi med ljudmi na terenu, da poslušamo njihove predloge. Kaj rečejo oni? Kaj opažate? Ljudje so zelo jezni in zelo razočarani. Vi ste z mladimi, ne? Ja, jaz sem z mladimi, pač na teren pridejo tudi starejši, vse starostne skupine. Nasploh v Slovenski demokratski mladini imamo trenutno zelo, zelo velik osip mladih, ki so, ne vem, od 18 do 22, 23 let. Ne.
In te mladi, mene zelo šokira, ko mi povejo, da se oni v bistvu že v srednji šoli veliko pogovarjajo o politiki in so v bistvu že takrat zelo opredeljeni, ker jaz pa nisem, pa ni toliko časa minilo od moje srednje šole, malo manj kot 10 let, ampak mi se takrat nismo pogovarjali o tem, nas to ni zanimalo. Ne vem, mogoče so bili kakšni drugačni, ampak to takrat res ni bilo na dnevnem redu naših pogovorov, zdaj pa drugače, ne? Zdaj pa to postali, te ideološke teme, predvsem so postale že tako invazivne, tudi socialna omrežja so veliko bolj razširjena, kot so bila recimo takrat. Takrat se je to ravno dobro začelo in nihče nekako ne uide več temu. Mlade pa začeli to motiti, kar se dogaja. Ne? Moti jih, da se ne pogovarjamo o temah, zaradi katerih bi mi lahko bolje živeli, ampak da nam samo skozi, ne vem, plasirajo neke, kako bi rekla, neke ideološke teme, zaradi katerih se potem kregamo. Ne? In moram reči, da so zelo razočarani nad aktualno vlado. In to sem hotela še prej reči, da ravno to je smisel politike. Ne da se dobiva zdaj v nekih konvencijah, v nekih luksuznih hotelih, pa tam govori, koga ne smemo voliti, pa s kom v slovenski politiki ne bomo sodelovali, ampak smisel politike je to, da dela za narod in da konec koncev gre na teren, se pogovarja z ljudmi in da sliši narod, da zbira njihove predloge, njihova mnenja in to ukomponira v svoj program. No, da je panika med levico in sploh v slovenskem parlamentu res popolna, kaže tudi napad Tamare Vonte na Novo Slovenijo. Tu vidimo Jerneja Vrtovca. Mislim, oni tudi zdaj iščejo, ne vem, kaj so našli, nek frizerski salon ali kaj se sploh ne morem več spremljati tega, kaj je zdaj Vonta odkrila. Torej, kako komentirate to brskanje po, ne vemo, kaj je bilo. To se pravi, državne firme so prek neke druge firme, ki je potem sodelovala z neko drugo in tako naprej. Lejte, v gospodarstvu vsi sodelujejo z vsemi in to dlje časa in ne moramo zdaj, ta Slovenija je tako majhna, da se praktično, če bi medve raziskovali, se mogoče sva tudi v sorodu, tudi en del moje družine se je pisal Planinšek, ne. Zdaj ne vem, ampak če bi se zapisal... Pa mogoče lahko že pristranski, ja, mogoče, ampak to je nekaj daleč, da jaz sploh ne vem, ampak nekako mi zveni ta priimek znan. Ne, zdaj koncu tudi ta podjetja sodelujejo, ne, državna podjetja imamo, kaj ćemo zdaj? Ja. Zdaj, zanimivo je to, da se Gibanje Svoboda gre tako gonijo proti SDS-u, NSI-ju glede nekega domnevnega obvodnega financiranja, čeprav so oni tukaj najbolj obremenjeni. Ne? Ampak ne vem, zakaj tega mediji ne pograbijo. Mislim, seveda, ker so pač mainstream mediji so na njihovi strani, nažalost. In zdaj so seveda, to je spet en dodaten manever pred temi volitvami. To je popolnoma, to je premišljeno, plesirano ob ključnih momentih, ker končno poročilo te preiskovalne komisije še ni izšlo. Ne. To bo po moje tik pred volitvami, bojo to tempirali. Ne. Jaz mislim, da te zneske, o katerih se pogovarjamo, so tudi smešni, ker na drugi strani imamo pa Roberta Goloba, ki je na čelu GEN-I-ja nakazal na družbe na Balkan tistemu Martinu Berišaju preko 3... Ki je zdaj priznal, da je dobil... Ki je zdaj celo priznal, in mu je nakazal preko 83 milijonov evrov. Da ne govorimo še o ostalih stvarih, kako je on nakazoval... Star Solar, katerega lastnik je še vedno in Star Solar posluje z državo. Njegova hčerka je bila v vodstvu. To je absurd. Pa tudi Tamara Vonta je konec koncev obremenjena. Se je tudi ona dobila nek denar, ko ima njen mož ima neko optiko. Dobiva denar, neke milijone kot koncesionar. In vsi so se nekako zmenili med sabo, se pravi razdelili te kupčke denarja, zdaj se pa oni grejo gonijo pod opoziciji in spet mečejo na njih ta gnoj, ki pripada njim samim. Ne. Zato, da pač, ker drugega nimajo za pokazati, žal, programa ni. Ne. Ja, pa mediji ne objavljajo tega, to je problem. Ne. Mediji so na strani levice. Praktično afere, ki so, finančni dokazi, to kot da ni. Dokazov je ogromno, to je bilo že lansirano, to je prišlo v medije že
se pravi, zadnjih državnozborskih volitvah, kaj je Robert Golob počel na Balkanu. Tisti nepojasnjeni račun v Romuniji, ki pravi, da so mu ukradli identiteto. Ne? Mislim, se to je smešno. Banka pa zanikala. Ja, banka je pa zanikala. In tak človek sploh ne bi smel biti izvoljen za premijeja, sploh ne bi smel da kandidira, to bi moglo biti preprečeno, ampak seveda mediji so to pospravili pod preprogo, pa seveda takrat je bil tudi zelo močen moment antijanšizma in je bilo nekako pričakovano, da je bilo ljudem takrat za to vseeno. No. In še neki kvazi levičarski intelektualci, ki nikoli niso šli na volitve, ne bog nadej, nek Boris, menda si piše Vezjak, iz Maribora, ta pa javno poziva stranke na volitvah, naj se javno zavežejo, da po volitvah ne bodo stopili v koalicijo spet z Janezom Janšo. Zdaj poslušajte, to je pravzaprav možno, da to podpišejo, ampak to je zanikanje demokracije, demokratičnega procesa, volitev, ker recimo, če imaš ti neke podpise, potem v bistvu blokiraš sestavo nove vlade. Oni pravzaprav ne želijo, da bi po volitvah kdorkoli sestavil to vlado, ker bo pad pozicija. Res je, jaz v bistvu to sem hotela še prej omeniti, ko smo bile še pri se pravi Evropskem parlamentu, pa zakaj se zdaj vsi tako izvažajo ta antijanšizem. Ja. Jaz mislim, da se gospoda Janeza Janše oziroma desnosredinskih politikov predvsem bojijo. Zakaj? Ker recimo se mi zdi, da desna sredina se vedno zna veliko boljše povezovati ali na slovenski ravni ali pa tudi na evropski, in je zaradi tega veliko močnejša od nasprotne strani. In imajo skupne etične standarde. Tako, in ki se jih dejansko držijo. To, kar govorijo, tudi udejanjajo. To pa potem, sploh kar se tiče globalistov, ki sem jih prej omenila, to pa potem predstavlja za njih težavo. Ker to pomeni, da nekdo bo delal dobro za narod, državi bo šlo dobro, ne bo se ji treba zadolževati in potem določeni mogoci po svetu izgubljajo svoje finančne tokove. In to so te mogoci, ki se zdaj valjajo po teh Epsteinovih dosjejih. To so točno te mogoci, proti katerim zdaj govori Nika Kovač, čeprav za njih dela. Meni je sramotno je. Jaz ne vem, kako imajo te ljudje obraz se sploh pokazati na socialnih omrežjih, na medijih, kjerkoli, se proglašati za borce za človekove pravice, za borce za pravice žensk, da so proti zlorabam, obenem so pa tiho ob aferi Fotopub, ki še danes ni razčiščena, zdaj smo, da jo ne najdejo, ne morejo uročiti tiste obtožnice. Benetke so tako daleč. Benetke so zelo daleč in Nika Kovač je grozljivo tiho ob tej aferi. Jaz lahko rečem, da ona očitno več kot podpira zlorabe žensk, ko to počnejo njeni prijatelji. Tako da, seveda, če nadaljujemo zdaj še s tem Borisom Vezjakom, sem malo zašla vmes. Ja. Jaz sem se na to tudi odzvala na socialnih omrežjih, ker tako, kot ste že sami rekli, to kaže na to, da mi imamo na drugi strani opravka z avtoritarci. Oni si želijo to državo podjarmiti, kar so v tem mandatu že naredili. Oni so to državo ukradli. Oni so si razdelili službice, povečali so javni sektor v neslutene razsežnosti in zdaj se bojijo, da jim bo nekdo to vzel in dal narodu, komur ta država tudi pripada. In zdaj se zbirajo v neko koalicijo proti Janši in delajo točno to, kar konstantno nas obtožujejo, da izključujemo pa da delimo. To počnu oni sami. Ja. Ker če bi bili oni tukaj, to sploh niso politiki. To niso politiki, to so navadni koristolovci. Oni so tukaj za lastne žepe in samo zaradi tega se oni grejo zdaj to agresivno koalicijo proti Janši, čemur smo mi priča že vsa leta naše samostojne države. Ja. In se ne moramo pogovarjati, ker če bi oni imeli program, jih ne bi bilo strah. Bi oni ljudje obveščali v svojem programu, lejte, to mi ponujamo,
se jim ne bi bilo treba iti takšnih prijemov. Tako pa recimo, mislim, to je tudi zelo žalostno, ko je imel SD neko konvencijo, se mi zdi, so predstavljali program, ampak so rekli, da tokrat pa na volitve ne bodo šli s sloganom 30 dni do specialista. Jaz sem se malo nasmehnila, ampak po drugi strani je pa to tak pljunek v obraz narodu, da so, mislim, oni so, kaj so s tem povedali, da so narod dobesedno nategnili s takimi floskulami in tako, zdaj pa tega ne moramo reči. Ne moramo več. Okay. To nam ne bo noben. Ne moramo več, bomo kaj drugega. Ja. Ampak dobro, tudi tale naš 85-letnik, ki mu samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, in se še vedno bi pa moral biti lustriran, konec koncev že zdavnaj lustriran, on se še vedno oglaša in on je prav zdaj ta teden spet na nekem dogodku rekel, da zdaj se pa odločamo za tiste, ki gradijo, ne pa za te, ki rušijo. Seveda on mislil, da gradi Robert Golob in oni so praktično uničili celo državo, ne vem, je sploh še kaj, kar ni bilo obrnjeno na glavo. Zdaj danes berem v časopisu, da zdaj teh zadnjih 14 dni, odkar so še, bodo na vladi, ko bodo še veste, kaj bodo naredili? V bistvu načel še spis želijo, tako da bi tisti, ki ne plačujejo, tako kot vsi, ki plačujejo za polno delovno dobo, tisti, ki plačujejo zelo malo, neke SP-ji, vemo, kateri so to, bi ravno tako imeli polno pokojnino. Veste, kaj to pomeni? Da bodo zdaj načel še spis in te temelje že tak nihče ne verjame spisu in pokojninski blagajni. Torej, uničili so vse. In si upa nek 85-letnik, nelustrirani, še vedno navijati za tiste, ki gradijo. Za koga zdaj navija on? Ja, mogoče pa navija za desne, jaz sem tako zira. Je rekel, naj ne volimo... Zamislijo, naj ne volimo tistih, ki rušijo. Ja, očitno se je obrnil proti svojim, Jaz bi to tako interpretirala. Tudi zadnjič se je Nika Kovač je objavila eno slikco z napisom na majici, da ona ne voli ljudi, ki iščejo samo dobiček v zdravstvu, pa sem rekla, je super, Nika Kovač ne bo več volila levičarjev, spametovala se je, so smešni, Se mi že sloganov jim je zmanjkalo. Ja, sloganov jim je zmanjkalo in zdaj v bistvu oni že odkrito pozivajo, ne voliti nas, so začeli že sami sebe uničevati. Drugače pa Milan Kučan, je še vedno zanimivo, kako je on močna avtoriteta na levi strani. Jaz sem slišala, da še vedno ga pripadniki te opcije nazivajo z besedo predsednik. Predsednik, kot da bi še vedno bil na čelu te funkcije. Tako da je hierarhija zelo, zelo močna na tej strani in pač oni imajo odkrite strice iz ozadja. Nihče ne more tega zanikati. Vsi vemo, da je Kučan še vedno vpliven. Tudi jaz, ko sem bila še mlajša, pa se naša družina ni zanimala za politiko, niti nismo bili opredeljeni, pa mi je oče govoril o Kučanu, da je pač to zelo močna siva eminenca iz ozadja. No in zdaj se z Urško Klakočar Zupančič sta se pojavila na tistem pogovornem večeru. Urška Klakočar seveda s svojim močnim čustvenim nagovorom. Dramo. Ona je zelo, jaz moram reči, da je izjemno dobra igralka. Izjemno dobra. Nažalost, jo ljudje kupijo, to njeno retoriko, ker ona je mojstrica manipulacije. In sem ravno zadnjič razmišljala, da zanimivo, koliko ima slovenska levica takih ljudi, ki znajo tako močno pritiskati na čustva. Jaz ne vem, a imajo oni neko določeno šolo za to, da jih prav izšolajo, na katere točke morajo pritiskati. Ne vem. Ali se pa ljudje z neko značilnostjo osebno v bistvu družijo v nekem krogu, kjer vedo, da bo ta njihova značilnost mogoče prišla do izraza. Tako, in da jim bo koristila. Da jim bo koristila. Da se bojo zaradi tega lahko povzpenjali vse višje. In ta skupina jih zna dobro izkoristiti. Oni vedo, ta bo za to, tega potrebujemo, rabimo enega tacga, enega takega. Najbrž je to tako. To je zelo dober psihološki marketing tudi. Jaz mislim, da je tako. Da se pač taki posamezniki, ki jim za moje pojme nekaj manjka v glavi, jaz ne vem, ali nimajo empatije, nimajo nobenega
nobenega sočutja in jim je popolnoma vseeno, da oni na tak način udrihajo po narodu. In v bistvu to je njihov program, da imajo na ključnih pozicijah manipulirane izjemno dobro manipulatorje, ki potem pritiskajo na čustva. Dejanske vsebine ni, imamo samo laži. To je to, kar mi prodajamo. Sovraštvo, laži, razdor. Evo, izvolite. No, in seveda je bila zelo teatralna, da njo je strah, da bo prišla avtoritarna oblast. Mislim, lepo vas prosim. No. Ja, pa Kučan opozarja na neke izredne razmere, ampak zadnja 4 leta Državni zbor, če pogledamo, je imel 123 izrednih sej, izrednih, pazite, in samo 34 rednih. Pa mi smo, kot da bi bili v vojnem stanju. Ja, toliko izrednih sej se mi zdi, da ni bilo niti v času covida. Ne. To je zdaj res precedens. Je pa treba tukaj omeniti nekaj. Ne. Jaz, ko sem študirala stvarno pravo, in smo tam seveda obravnavali tudi zakonodajo v bivšem režimu, ne, je pisalo, oziroma sem spoznala, da je v bistvu, ko je oblast v Sloveniji leta 1941 so prevzeli komunisti, da njihov prvi korak je bil to, da so ukinili vse zakone, ki so veljali prej. Da so oni državo zresetirali in postavili bolševistična anarhija. To je ta leninistični model. Tako. In to je mene malo pretreslo, ne? Ker sem takoj povezala to z aktualno situacijo, ne? Z aktualno vlado, ker oni, ko so prišli na oblast, brez da bi se ozirali na to, ali je bila zakonodaja sprejeta v času prejšnje vlade dobra ali ni bila dobra, oni so rekli, ne, čistimo janšiste, vse more iti. In so zresetirali in začeli postavljati svoj sistem rušenja države. Ne. In seveda oni se zavedajo, da pač imajo zelo močno večino v parlamentu in da jim nihče nič ne more. In še nekaj tednov. Ja, še nekaj tednov in pa upam, da bomo išli iz te norije. In potem oni sklicujejo izredne seje kot po tekočem traku. Zakaj? Ker takrat je postopek hitrejši, ne? Ni teh 3 obravnav in se poslanci niti ne morejo dobro pripraviti na te seje. Oni včasih dobijo, ne vem, par ur pred sejo vso gradivo. In kako bo potem lahko poslanec kvalitetno preučil to, o čemer se pogovarjajo, ne vem, prišel do kakšnega protiargumenta, do drugih rešitev, ne, da sam nekaj ponudi, v bistvu prav delajo na tem, da kastrirajo poslance. Poslanec je tam zato izvoljen strani ljudi, da bo vsebinsko prispeval, oni pa drugega ne znajo kot ad personam, to se pravi Janša ne, vsebine nobene, ampak tudi drugim ne dovolijo, da bi vsebino plasirali. Tako, in oni so v bistvu s tem popolnoma uničili parlamentarno demokracijo, kot jo poznamo. Ne? Zdaj, hram demokracije so že tako ali tako razvrednotili že samo s svojim obnašanjem, ne? Brez, če sploh ne gledamo teh izrednih sej, ne, mislim, to, kar pa te poslanci Svobode, Levice, SD-ja izustijo v parlamentu, je pa nezaslišano in zavržno, da ne govorim o Urški Klakočar Zupančič, ki je celo v parlamentu sprejemala nočne obiske in to institucijo, ki je bila prej spoštovanja vredna, spremenila v bordel. Mislim, to je meni zabruhati. Ne znam se drugače izraziti in seveda potem pa delajo tudi na tem, ne, da bi samo na čim hitrejši način spravili vse svoje predloge skozi, da nadaljujejo dejansko z rušenjem države, ker samo to znajo. Da ne bi, bom parafrazirala Leno Grgurevič, črnuharji sploh uspeli karkoli povedati. Ja, in tudi to je zanimivo, da so oni tako glasni glede nekega širjenja sovraštva, ustvarjajo ga pa oni sami. Oni so se konec koncev na oblast povzpeli s sovraštvom, s takšnim negativnim nabojem, kot ga v tej državi še nismo videli, s pozivanjem k smrti, z raznimi temačnimi uprizarjanji, z lutkami pred parlamentom, pa da še ne rečem kaj, ne, potem pa seveda še v času svoje vlade nadaljujejo s takšnimi zavržnimi izrazi. Jaz to ne morem verjeti, da
smo take ljudi dali na ključne pozicije in potem se oni drznejo govoriti o širjenju sovraštva, da jih ni sram. No in tudi tale naš najbolj znani 85-letnik, ki bi moral biti že zdavnaj ilustriran, se je na tem dogodku pohvalil, da je tudi on kolesaril. Najbrž porival kolo ob sebi, ne mislim. na kolo ni sedel, vse to smo videli neko tako sliko. Ampak kljub temu zdaj poglejmo, ne, zato ni čudno, da ankete, kaj napovedujejo ankete, ne? Zdaj, ali jim verjamemo ali ne, ampak zdaj takole podatki kažejo, da bo v državni zbor prišlo 8 strank, ne? Zdaj Janševa SDS tukaj, ali podpirate vlado Roberta Goloba, ne, je kar 53%, to ne čudi, ne, samo 36, ena tretjina praktično še podpira. No, če pogledamo naprej vprašanje SDS, ji raste podpora, Gibanju Svoboda seveda pada podpora, SDS, Levica, Vesna, Demokrati, te bi še prišli recimo v parlament, pa mogoče še nekateri, recimo Fokus, Pirati še, Resnica, Prerod, SNS, ne, recimo. Če pogledamo naprej, to so seveda podatki, ki jih je objavil Pop TV. Zdaj Nataša Pirc-Musar ima enako podporo, Urška Klakočar Zupančič zrasla podpora, mogoče iz razlogov, ki so jih prej omenili, Matjaž Han padla, Marta Kos enako. No, potem Logar je na istem, kot je bil, Boštjančič je šel gor, Tanja Fajon gor, Arčon gor iz Gibanja Svoboda, Vrečko gor, Golob gor, Vrtovec dol, da vemo zakaj, Mesec gor, skratka cela koalicija se uspenja, posamezniki, ne. In zdaj celo Janša se je na tej anketi uspel, Prebilič, Hod, Kralj pa dol, ne. Dobro, to je zdaj na kratko, kakšno je stanje. Zdaj takole, ne, recimo, ali glas za Anžeta Logarja, ki se ni še izjasnil, kaj sploh podpira, ne. Zelo je nekako bi sedel na vseh stolih, se bojim, da bo vmes padel v neko razpoko. Ali je glas za Anžeta Logarja glas za Roberta Goloba? Jaz osebno mislim, da ja. Zdaj tega ne govorim samo zato, ker sem konec koncev v Slovenski demokratski stranki, ampak jaz v Anžetu Logarju že od samega začetka vidim enega navadnega oportunista, ne. Zdaj, on je že sam večkrat povedal na soočenjih, da on bo šel, da mora biti v tej koaliciji, v katero bo on šel, tudi največja leva stranka. To je pač trenutno Gibanje Svoboda. In on se zdaj zelo težko, ne, preveč oglaša o tem, kaj trenutna vlada dela, pa kako so sesuli gospodarstvo, pa kaj bi mi rabili, če konec koncev želi iti z njo v koalicijo, kar je tudi odkrito sam že dvakrat povedal. Zdaj, glede ključnih, kako bi rekla, moralnih tem, se on niti noče izjasniti. Evtanazija je bil tiho. Evtanazija je bil tiho, potem pa kar naenkrat se mi zdi, se je aktiviral šele po referendumu. Ja, se je priključil Se je pa priključil, ne, zato ker ni vedel, ja, to je pa taka tema, ki je zelo na polovici, ne, pa bom raje tiho po tema, ne, ko je pa treba zasluge imeti, takrat je pa zelo hiter zraven, ne. Isto se je zgodilo pri referendumu proti umetniškim privilegijem, ne. Se je aktiviral po referendumu in skupaj z NSI-jem vložil interpelacijo. Tudi recimo, če smo ga spremljali na tem soočenju, ki sta ga imela z Niko Kovač, Nika Kovač ga je na tem soočenju sesula. In on, mislim... Se je pustil. On se je pustil. On je bil v bistvu, ker na določenih soočenjih je že začel nastopati zelo suvereno, zelo močno, udarno, ko je bila pa Nika Kovač ob njem, je pa kar, ne. Ampak Nika nikoli izvoljena. Izmerjena na volitvah. Že to je problem sam po sebi, ne? Ker ona se predstavlja kot predstavnica vsega ljudstva, v resnici pa ona dela za stranko Levica. Ne? Mislim, že to je zavrženo, da na tak način manipulira z narodom, ko pač niti ne pove direktno, iz kje ona izhaja. Ne? Simon Maljevac je ustanovil ta inštitut. Ja, in oni so derivat stranke Levica. Tudi Nika Kovač je bila v volilnem štabu Levice leta 2018, tako da jaz mislim, da je čas, da se te ljudje pospravijo izpred malih ekranov. Ne gre kandidirati za stranko Levica, super, če v njo verjame, ne pa, da se ona proglaša za nekaj nepristranskega, za nek glas naroda, ki sploh ona nima pojma, kaj narod teži. Ne? Ona dela v inštitutu, ki je pod
aktualno vlado prejel 700 000 evrov, ne, še nikoli toliko denarja, financirana iz tujine, dela proti slovenski volilni zakonodaji. In proti Evropski uniji, ker uvaža ameriški model splava. Tako. Ja. Tako da jaz mislim, da je ta punca lahko lepo tiho, pa mediji jo nehajo vabiti in jo postavljati proti politikom, ki pa dejansko predstavljajo ljudi, ki so jih izvolili. Ne? Ona je pa samo neka medijsko ustvarjena osebnost, ki nam jo plasirajo, ne? Da jo moramo gledati, da nas v bistvu deli. In Anže Logar se je takrat popolnoma podredil. On je samo rekel, ne, pa se jaz nimam nič s temi burgerji, mislim, tudi ta tema je meni strašno banalna, no, da moramo to poslušati na televiziji. Sploh ne vemo, zakaj gre. In ona se je tam obnašala kot nek majhen otrok, ne, mislim, že malo na robu joka, Anže Logar, dajte se zjasniti, s kom vi boste šli. Mislim, to je ta drama, to je spet drama, to je spet pritiskanje na čustva, ustvarjanje nekega teatra, ne. In Nika Kovač je še vseeno tako zelo kompromitirana oseba. Vse, kar sem že prej sama omenila, bi lahko Anže Logar lepo vrgel naprej, lahko bi jo vprašal, čakajte malo, kdo ste pa vi, koga pa vi predstavljate, naroda siguren ne. Dajte vi najprej karte na mizo, potem pa boste lahko prišla meni tlele. Ker ona je zahtevala, da se on javno opredeli in da javno obsodi, da se postavi pred državni zbor, ima tiskovno konferenco in tam popluva, spet se ve, da vemo koga, in katero stranko, ne, se to je smešno. Se šok ne more verjeti. Ne, res, da se neki samo oklicani glasovi ljudstva pojavijo, ne, in zahtevajo kar neke odgovore od politikov, pa mislim, kdo si ti? Res, kdo si ti? Plasirana osebnost, ki nima po moje dneva delovne dobe v življenju in ona bo tam pometovala ljudi, ki so pa dejansko že nekaj naredili v svojem življenju. In zdaj Anže Logar je tukaj popolnoma po goru, ampak jaz mislim, da ne zato, ker bi mu zmanjkalo argumentov, ampak on želi biti všečen. On se ne želi zameriti nobeni opciji, sploh pa ne levi, ne, ker on zdaj tudi, čeprav govori o politiki povezovanja, pa da oni se bojo z vsem pogovarjali, se je pridružil temu anti-Janša momentu, še vseeno. Tako da on ni izumil, mislim, on se gre, da je izumil neko toplo vodo, v bistvu je pa čisto enak vsemu, kar smo videli do zdaj. In mogoče, če sam še to povem, ko je imel na drugi strani Niko Kovač, je vedel, da je ona pač močna persona levega pola in da temu ne gre oporekati, ker si bo drugače s tem tam zaprl vrata. To se pravi, glas za Anžeta Logarja je glas za Roberta Goloba. Točno tako. Zdaj pa to, kar je Logar povedal, ne, da bo pravzaprav, če se zgodi, da SDS dobi večino glasov, tam smo videli dejansko, ne, ankete kažejo, in da bo on naredil vse, da bo v vladi leva stranka, če bo šel, in on bo seveda vodil vlado. Ampak glejte, zdaj se je tudi tukaj neka laž implicirana, ne? Se je tudi vse vlade do zdaj, ki jih je vodil Janez Janša, so imele ravno tako neko levo stranko. O čem sploh govorimo? Kdaj pa je bila v bistvu Janševa vlada, da je bila popolnoma desna? Imamo tak volilni sistem, da je to nemogoče, da sestaviš vlado. Ker imamo v bistvu na desni sredini samo Novo Slovenijo, ki ponavadi ima, ne vem, koliko ima zdaj, 7 poslancev, 6, ne? In je že težko samo z NSI-jem sestavljati koalicijo, če sam ne dobiš takšnega zadostnega števila poslancev. In tako, kot sem rekla, Anže Logar v bistvu tukaj izumlja toplo vodo. On dobro ve, kaj dela. On je izkoristil to našo medijsko krajino, ki tako ali tako zavajajo, da je bil Janez Janša že 3-krat na oblasti, pa vsakič se je reševal državo, ne, v bistvu samo prvi mandat je bil polni mandat, kjer se je dejansko lahko naredilo kaj dobrega, ostalo je bilo pa samo reševanje iz kriz, katerih so ali ustvarjali levičarji, ali pa je bila pač svetovna kriza takrat. In vedno je bila tudi neka leva stranka prisotna. Mi smo že imeli velike koalicije v naši državi in zdaj pa bo nek Anže Logar prodajal, da zdaj bo pa on se povezoval. Mavrično. Ja, on bi mavrično povezoval. Sej v bistvu je tudi on podprl to odločitev Ustavnega sodišča, ne, ki je omogočilo posvojitve v istospolne družine. Ne. On se nikoli ni opredelil proti temu, on je sam rekel, da je to odločitev treba spoštovati. Tako da meni
meni se zdi žalostno, ne, da se zdaj ta dva, Anže Logar in Eva Irgl, proglašata za nekaj novega, da se pa samo povezujeta, da je dovolj politike sovraštva, mislim, da tako, sovražnih. Da tako pljuneta po neki politični opciji, ki ima je v bistvu naredila kariero, pa konec koncev ne samo stranki, tudi volivcem, ki so jim v bistvu omogočili, da sta one dva imela kruh na mizi, če lahko tako rečem. Ne. Volivcev, ki so jih volili, ki so jim dali svoje zaupanje, to se meni zdi zavržno. Ne. In meni je to, ne vem, zakaj ne moremo preseči tega anti-Janše momenta. V Sloveniji jaz upam, da bom kdaj to tudi doživela, da se bomo lahko pogovarjali predvsem o programih, ne pa da se potem gremo neko konstantno vojno, ne polno nekih laži z nasprotne strani in ti si konstantno v defenzivni drži. Ne. Konstantno se moraš pogovarjati o programu, ker tudi zahteva neko mero tvoje energije, potem pa po drugi strani boš pa še imeti skozi en ščit vzpostavljen, ne pa se odzivati na te komentarje, da te popolnoma ne povozijo. Ja, no in pač po tej vojni, neki vrste sužnji ujetniki te vojne, smo bili tudi v Sloveniji, to je bila pa tiha vojna, bi lahko rekli, med Natašo Pirc Musar in Robertom Golobom, ne, ki sta se praktično ves mandat na nek način bojevala, vlekla vsak na svojo stran, kdo bo zmagal, kdo ne bo zmagal, in mi smo konec koncev zadnje tedne zdaj dobili guvernerja Banke Slovenije, pri čemer smo v vmesnem času že imeli priložnost, da bi bil naš guverner podpredsednik Evropske centralne banke, pa je postal hrvaški guverner to priložnost sta nam zapravila dva pravzaprav otroka v peskovniku, človek lahko rekel. Poleg tega KPK zdaj Robert Golob v bistvu pravi, da ne vem, je s KPK-jem na nasprotnih bregovih, da so ga zavajali, KPK pravi, da ne, da on laže, skratka imamo neko popolno zmešnjavo, kar se tiče nekih ustanov. Imamo nazadnje tudi Ustavno sodišče, ki je šele zdaj dobiva te 3 dodatne člane, pri čemer je treba povedati, da ta nesrečni gospod Keršmanc, ki ga je Nataša Pirc Musar najprej predlagala za ustavnega sodnika, potem pa zdaj umaknila, to je ta gospod Keršmanc, on ni mogel niti na sejo Državnega zbora priti, pač ker je spet Levica, ne vem, če ni bila spet Nika Kovač, se vmešala v to igro zaradi njegovega osebnega prepričanja. Gospod je sicer rekel, da je agnostik, zdaj levičarji so razumeli, da je kristjan, in kot tak pač ne more biti v Ustavnem sodišču. Skratka, mi imamo eno popolno rušenje ustanov, rušenje institucij. Da ne govorimo o tem, da je zdaj med temi novimi člani Ustavnega sodišča, to so Marko Starman, Marko Kek pa Barbara Kresal, je Marko Starman, njegov brat Janez Starman je pa predsednik odvetniške zbornice. Zdaj pa mi povejte, kaj bo zdaj spet s tem videzom nepristranskosti. Koliko bo zdaj tega izločanja? A veste, odvetniška zbornica, to so odvetniki, oni so praktično pred Ustavnim sodiščem, v bistvu v vsaki zadevi pride odvetnik. A bo zdaj to Ustavno sodišče že itak je nepristransko? Kaj bo zdaj? Torej, kako je po vašem mnenju s tem rušenjem naših ustanov, ki sta ga povzročala tudi predsednica države in predsednik vlade, in sta se šla neko bitko v peskovniku, kdo bo koga, in zdaj na koncu še par tednov do volitev sta pa skočila skupaj in rekla, ja, zdaj so pa ta pravi, sprejmemo. Težko je na odločilni funkciji v državi pridejo v bistvu politični začetniki. Pa ne samo politični začetniki, v bistvu posamezniki, ki niso niti, se mi zdi, da niso niti zrele odrasle osebnosti, kar predvsem vidimo pri Robertu Golobu, in jaz verjamem, da z njim se je težko kaj dogovoriti, ker če preko njegov ego je zelo težko iti. Ampak tudi Nataša Pirc Musar ne zaostaja kaj dovolj za ego. Tudi to absolutno ne. Jaz mislim, da sta se dva znašla na skupno mizo, Zdaj pa so rekli
po parih mesecih, ne, ali po enem letu merjenja tega zdaj, kdo je močnejši, ne, so pa rekli, kdo bo zmagal. Zdaj pa obstaja možnost, da pride druga opcija na oblast, da se moramo pa mi na hitro zmeniti. Zdaj pa dosti igrc. Najbrž je ta nelustrirani 85-letnik, ki je povedal, ne? Lahko da je posegel vmes, pa jih posedel za isto mizo, pa rekel otroci. Zdaj pa dost. Zdaj pa Angelca pa lopatka. Zdaj moramo pa sodelovati pa čim bolj zadnjih 14 dni. In zdaj, kaj oni izrazito delajo na tem, da tudi, če pride desna opcija na oblast, da bo v bistvu v šahmat poziciji, ne? Da bo čim bolj onemogočena iz vseh strani, da bojo oni lahko da bodo oni lahko nagajali, kolesarjali, itak bojo, to že pričakujem, ne? In pa seveda uporabili svoje vzvode v zdaj teh najmočnejših, najbolj uglednejših institucijah naše države, ki so jih žal razvrednotili. Jaz sem izjemno zaskrbljena, ker v bistvu z mandat ustavnega sodnika končuje tudi dvojni doktor Klemen Jaklič, ne, ki je za moje pojme taka velika pridobitev sploh na področju prava v slovenskem prostoru. Konec koncev je študiral na Harvardu, ne, predava tam. Ima 2 doktorata, enega iz Velike Britanije, Oxford, drugi Harvard. Tako. In tudi, ko človek bere njegova pravna mnenja, njegove argumentacije, mislim, je res impresioniran. No? Ta človek res veliko ve in meni se zdi žalostno, da so ga tudi tako napadali v medijih samo zato, ker pač ne deli istega mnenja z ostalimi ustavnimi sodniki, z večinskim delom ostalih ustavnih sodnikov, ne. Ker je pač tudi, ko bereš njegove argumentacije, ima večkrat bolj konzervativni pogled, s čimer ni nič narobe. Mislim, zakaj jaz ne razumem tega, da mi odkrito delamo na tem, da mora biti samo eno mnenje pravo, ne. To je avtoritarnost, kar sem že večkrat poudarila. Mislim, s tem se mi ne moramo iti neke zdrave države, ampak tukaj nažalost smo. In zdaj, kar jim je uspelo, je, da bo ustavno sodišče popolnoma levo. A je to države, v kateri si želimo živeti? Z videzom pristranskosti, ker imamo spet neke advokate umešane v ustavno sodišče. Že tako ali tako imamo Petra Čeferina, ne? Že tako. Ki ima, se mi zdi, še vedno lastniški delež v družbi Čeferin in to je okej, ne? Klemna Jakliča je bilo treba medijsko napasti, zato ker je pač predaval na fakulteti, kar je popolnoma razumljivo, logično. In bil plačan prek nekega popoldanskega SP-ja, ki ga ima vsak. Halo. Lejte, mi smo res en komunizem. No. To je pa res, kar se pa dogaja v naši državi. Sej, ne rečem, po celem zahodnem svetu so take tendence k temu, da je samo eno mnenje pravo, za ostalo se moramo že kar malo boriti, ne, da nismo že izobčeni. Ampak se mi pa zdi, da take hude krize demokracije pa po drugih evropskih državah ni, kot je pri nas. Slovenija je v bistvu postala nek laboratorij, nek lab, levičarski lab, bi človek rekel, kjer testirajo vse norosti, pa da vidimo, kaj bo. Ko bele miši, pa da vidimo, damo to, damo ono in sej, če propade, pa nič hudega. Ne? V bistvu smo mi nek divji zahod. Tlele vse je dovoljen. Vse je dovoljen, mešetari se z denarjem, kakorkoli se želi, dela se z narodom, kakorkoli se želi in predvsem je to, kar ste že prej omenila, ne, tega malega palčka, ki ni bil ilustriran. Predvsem je to pomanjkanje ilustracije, ne, ker v ostalih postkomunističnih državah po Evropi so večinoma izvedli ilustracijo in so te države tudi danes bistveno uspešnejše, kot je Slovenija. Ne. Pri nas pa tega ni bilo. Zdaj pogovarjati se o tem, je bilo to izvedljivo takrat ali ne, je malo težko, ne, ker že tako ali tako se je Demos moral boriti že samo zato, da smo se sploh osamosvojili, ne, kaj šele, da bi pol sprejeli nek lustracijski zakon. In žal posledice tega trpimo še danes, ker pač te vezi niso bile pretrgane. Ne? In če ti ne pretrgaš vezi z avtoritarnim režimom, potem se to še vedno vleče. Popkovina ni bila prerezana. Tako dober izraz. Ne? Ampak jaz mislim, da smo pa zdaj
da je zdaj prišel tak čas, da je spet se nahajamo v nekem zgodovinskem momentu, ne? Da smo prišli do neke prelomne točke, ne? Ker maske so padle, o tem smo midve že večkrat govorili v tej oddaji, ne? Levičarji so se dejansko pokazali s tem, ko so ustoličili to drhal, jaz jih drugače ne morem poimenovati, ne? So se v bistvu pokazali, kdo so in kaj so in za koga delajo, ne? In ljudje so se začeli prebujati. Jaz tega veliko slišim po terenu, veliko ljudi, tudi levičarji, govorijo, da zdaj pa bodo vodili desno, ker tako ne gre več naprej. In jaz mislim, da imamo zdaj izjemno priložnost, da pretrgamo tudi te vezi z bivšim režimom. Bo pa pot pred nami je še vedno zelo težka in tudi bivši režim se bo zelo močno upira se že danes, ne. In zdaj, če se vrneva k tem institucijam, mislim se, tako kot sem že rekla, ne, na hitro so zdaj popolnili ključna mesta po državi, ker vejo, da jim teče voda v grlo in v bistvu se, tako kot so naredili s tistim Žigom Debeljakom, ki so ga še pred pretekom mandata zamenjali, ne. Jaz mislim, da tudi če upam, da pride desna opcija na oblast, bo izjemno, izjemno težko. Jaz mislim, da se da. Se pa definitivno ta bivši režim ne bo kar tako zlahka umaknil. No, med temi novimi kadri lahko omeniva tudi varuhinjo človekovih pravic, ki pa je postala praktično Simona Drenik, ki je znana iz te afere določanja meje, arbitraže, ki je Hrvati prav zaradi nje, pa tudi zaradi Sekolca, še danes ne priznajo, ne. In ta Sekolec, ki se nahaja v knjigi Igorja Omerze o delu, Temna stran dela, se noter nahaja kot, tako Igor Omerza piše, sodelavec Udbe, ne, je mogoče tudi, če je podtaknil te Simoni Drenik pač nek telefonski pogovor, da je padla cela arbitraža. Vaša stranka ni podprla Simone Drenik za varuhinjo človekovih pravic. Zdaj težko podpreš nekoga, ki je bil kakorkoli vpleten v ta proces takrat pri arbitraži, ker zaradi tega še danes trpijo slovenski ribiči, ne? Ja. Imajo tudi človekove pravice. Imajo tudi človekove pravice in ne moreš podpreti nekoga za varuha človekovih pravic, ki je sodeloval pri kršenju človekovih pravic. Zdaj jaz ne pravim, da je bila ona glavni krivec za to, kar se je takrat zgodilo, ampak je bila pač vpletena v proces in to ni sprejemljivo, da sedaj na hitro ustoličimo takega človeka brez konsenza vseh političnih strank. Samo zato, ker se bližajo volitve, pa da hitro nastavimo enega, ki je pač... Ker lahko. Ja, ker lahko, pa ker je pač njihovi opciji všeč. Tako se to ne dela, ne. Tudi mi smo predlagali, da se s tem pač počaka, z imenovanji na ključne pozicije po volitvah, kjer bo mogoče lažje doseči konsenz, ne pa da se zdaj to dela na tak, mislim, tako, kako bi rekla, no, po domač, ne, kar neki rokohitrsko. Jaz sem bila tudi zelo presenečena, ker se mi zdi, da ena od kandidatk za varuhinjo človekovih pravic je bila tudi Katarina Brvar Strnad, ne. Ja. Pa ni dobila podpore in zdaj se je pa ona pojavila kot kandidatka za predsednico KPK, ne. Meni se to zdi zelo smešno, ne, ker to je zelo dobra prijateljica od Nataše Pirc Musar, kako jo na vsak način hoče nekam umestiti, ne. Ja, na vsak način jo je treba nekam poriniti, ne, ker ta gospa je pa tudi zelo kompromitirana, ne. Jaz vem, da ona zelo dobro sodeluje z Zoranom Jankovićem, ki tudi vemo, kam on spada in kaj on se vse gre. Pa ona je tudi pri tem društvu Pravna mreža za varstvo demokracije. Ja, dolgo ime polno nekih lepih besed, ne polno enega sladkorja okoli, ki pa v bistvu ona je grozila vse naokrog policiji, tem policistom na mejnim policistom, da če ne bodo spustili določenih migrantov v našo državo, da bo ona proti njim sprožila vse pravne postopke. Ta Pravna mreža za varstvo demokracije je ustvarila cel, kako bi rekla, vodnik
za ilegalne migrante, kako v našo državo priti. Koga poklicati, njihova številka in tako naprej. Vse so jim dali na pladnju in zdaj bo taka oseba ne bi prišla na neko ključno pozicijo, ki je v bistvu izrazito pristranska in vemo, za koga bo delala. Ja, da ne govorimo o tem, kakšne prste je imela vmes pri rušenju vodstva RTV prejšnjega, ne? In pritiskih na ustavno sodišče. No, ampak poglejmo, zdaj Joc Pečečnik, ki je bil predsednik Slovenian Business Club, to se pravi slovenskega poslovnega kluba, je pa zdaj telefoniral novinarki Financ, ne, in rekel: Miška, a lahko zdaj na naslovnici tako nekako prosto govorim, daj mi naslovnico, ne, da pohvalim vlado, ne, seveda vlado Roberta Goloba, no in jasno, zdaj s tem je praktično uničil ta Slovenian Business Club, poslovneži so začeli izstopati, so rekli, to pa ne. Hvala Bogu, imamo še toliko pametne podjetnike, ki vedo, koliko je ura, pa kam gre denar, pa kako se dela z denarjem. No in zdaj seveda je potem on odstopil. To se pravi, kaj si zdaj mi lahko mislimo o tem poslovnem klubu? Kdo so to? Ja, nažalost, o Jocu Pečečniku je znano, da se je on povzpel na to pozicijo oziroma je zato toliko blizu Robertu Golobu, ker pač pričakuje, da bo dobil ta Plečnikov stadion. Ne. Da mu bodo kupili stadion. Da mu bodo kupili, in dobil neke milijone za to. Ja, pač ima neke osebne finančne koristi. On je bil v tem mandatu sicer glasen proti stranki Levica, ampak samo proti stranki Levica, ne. Ker oni so konec koncev zelo majhna stranka, še vseeno pač ima Gibanje Svoboda tisto večino v parlamentu. Ne? In je s tem nekako, kako bi rekla, se izdal, da on je za podjetnike, ne, nekako zadovoljil to svojo bazo, te pripadnike slovenskega tega podjetniškega kluba, še vseeno pa ni odrihal proti svojemu zavezniku. Ne. In je v bistvu vse nekako zadovoljil. Ne. Volk sit pa koza cela. No, zdaj se je pa tale človek odkrito pokazal. Jaz mislim, da so to tudi zelo slabo PR-ovsko premislili, no? Da je tako odkrito agitiral za Goloba, kaj je že bil tisti članek, da nobena vlada še ni storila toliko dobro za slovenskega podjetnika. To je bilo izjemno slabo premišljena izjava, ker jaz sem si takrat samo mislila, nobena vlada res še ni toliko sesula gospodarstva, kot jo je ta. Ne, pa se to itak tekst Goloba, zato ker on se ima za edinega, prva vlada, ki je naredila to, z njim se je začelo štetje. Ne? Mislim, po Golobu, pred Golobom. To je kot Kristus. Ne? Mislim, pred njim ni bilo Slovenije. Ne, oni so... To je njegov tekst. Ne? On je začetnik časa. Ja, v bistvu to je retorika trenutne vlade. Pred nami niso nič delali, zdaj smo reforme speljali, pa to smo naredili, pa ful smo dobri, pa vse super fino fajn. Ja, to je po moje, če ni celo Tina Gaber to spisala. Ne? Je pa zanimiv, mislim, kako so te posamezniki prepotentni, to ne moram verjeti, res se imajo zato nedotakljive, da potem gre novinarki pisati, hej mačka, ne? Da jim izrihti naslovnico. Si človek se res sprašuje in to po noč, ne? Halo? Kako? A ste imeli že prej? Meni nikoli ne piše, hej mačka, hvala Bogu. Dobar, mogoče tudi moj Emšo govori zase, ampak mislim, mogoče pa še kaj pride. Hej mačka, še dober... Kar gleda, dober, v redu. Zdaj se zna še veliko takih stvari zgoditi. Ja, jaz mislim, da so oni malo zgubili kompas. Ne? Ja. Tole jih je... A ne, ko te toliko časa mediji šparajo, ne? Ja. Ko imaš toliko časa za led, je to človeku potem zamegli uma, ne? In začne zgubljati stik z realnostjo. Ja. Ego zraste in potem in niso več razsodni, žal. In zato zdaj delajo take napake, meni se to sicer zdi fino. Voda teče v grlo. Ja, dajte se pokazati, zdaj pa panika, ne? In zdaj ne vejo, kaj bi še naredili. Sem pa pogrešala odziv Nike Kovač ob tej izjavi hej mačka. Hej mačka, ja. Mislim, ja, a to ni bilo seksistično? To zdaj kar govorimo zdaj ženskam, hej mačka, ali kaj, novinarkam, ali kako mislim. Ker vem, da je enkrat... Miška to mi deli pri Pahorju, tam je bil velik odziv. Mislim, da je dobil celo bodečo nežo Pahor za Miška to mi deli. Ja, to je bil tak odziv, ne. Zdaj tukaj le hej mačka, novinarki,
To je pa sprejemljivo, ker vem, da je nedolgo nazaj je Aleksandar Reberšek rekel za eno poslanko Svobode, da je fletna ali luštna, mislim, nič, to pa res ni bilo nič škodljivega. No. In to ni bilo hujšega. To ni bilo hujšega, ko si on drzne, ne to reči, mislim, ne vem, po njej pa drugič reče, da je grda, da je bolj zadovoljna, ali kaj, jaz ne vem. Ampak spet te dvojni kriteriji, tle se ob takih primerih se pač te kvazi nevladniki več kot očitno pokažejo, za koga oni delajo in da so konec koncev na strani velikega kapitala, kar je Spečečnik predstavlja. Mislim, žal druge razlage ni, tako da zdaj je to vodstvo Slovenskega podjetniškega kluba odstopilo, bomo videli, kdo se bo zdaj pokazal kot predsednik. Se mi pa zdi prav, da so slovenski podjetniki še vsaj imajo toliko hrbtenice, no, da so se javno takrat oglasili, da čakajte malo, to pa mislim, kaj se zdaj vi greste. Ker še vseeno so pod to vlado, se mi zdi, da podjetniki predolgo časa bili preveč tiho. Dokler še imamo podjetnike. Ker poglejte, zdaj Lidl, ne vem, je od Lidla sploh kdo v tem klubu, Lidl zdaj že odhaja, zapušča Slovenijo, odhaja v Zagreb. In tudi drugi. Mislim, mi smo res, kar se naše države tiče, smo zelo mačehovski do podjetnikov. Me čudi, da je sploh še kdo v tem klubu, kaj si v bistvu obetajo. Bomo videli, kaj bo z novo vlado. In tudi, recimo, velik pokazatelj je, kaj se dogaja z Damjanom Merlakom. On je kupil v Bohinju veliko zemljišč, zdaj tole je ta bivši, tega ni več, to je stara slika, to je bil hotel Zlatorog, ki je propadal in potem je Damjan Merlak, ki mu očitajo, da je kriptomilionar, kot da je zdaj kaj važno, lahko si pa lopovski milijonar, pa to nihče ne reče, ampak da je kripto. Dobro, zdaj on je kupil zemljišče, on bi rad zidal in znašel se je nek sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je praktično 50 let ni vedel ta sklad, ali pa ne vem, koliko imamo od države, že 80 let ni vedel, da je to njihovo zemljišče, zdaj bi pa rado od Merlaka tole parcelo ponovno dobilo plačano in ta sklad se je pritožil na odločitev sodišča, sodišče je reklo ne, Damjan Merlak naj zida, zdaj se je sklad pritožil in zdaj Bohinjci zbirajo podpise, da bi vendarle Damjan Merlak, če ste toliko prijazni, da bi vendarle Damjan Merlak lahko postavil nekaj, kar ima v načrtu, ker praktično je to kupil. In je tudi v zemljiški knjigi pisalo, da je to na razpolago. Torej, kakšna država smo mi? Blokiramo nekega podjetnika, očitamo mu vse živo, zdaj bi neki, ne vemo kdo, nek sklad, nek kvazi sklad, ki se nikoli ni brigal za to parcelo, pa mogoče še za druge parcele, zdaj bi oni se pritoževali, blokirali razvoj Slovenije. Recimo, ko ima Nataša Pirc Musar, ki je predsednica države, neko rusko dačo tam v okolici Ljubljane, s tem je pač vse okej, da se ona tam gre turizem. Dobro, se to so naredili že preden je ona postala predsednica države, da se ne motimo, še celo dobili so nek državni denar za to rusko dačo. Njen mož ima davčne oaze, posluje v davčnih oazah, ona je postala še celo predsednica, se pravi, nagrajena za vse to. Po drugi strani pa blokiramo, se pravi, spet enemu drugemu milijonarju, da mlademu, to je tudi važno. Mlademu milijonarju, da bi pač, ne vem, ustvaril nekaj iz neke propadajoče zgradbe, ker konec koncev Bohinj je eden izmed biserov Slovenije. Je se edini, kar imamo in zdaj imamo tam ravno zemljo, oni so podrli, ne morejo zidati. Medtem, ko se je on že dokazal, Damjan Merlak je že sezidal nekaj hotelov v Bohinju. Zdaj tega pa ne, tukaj bomo pa do konca še pričakovali še en denar. Zdaj, očitno res hočejo iztisniti posameznik, iztisniti vse cente iz posameznika, kot se le da, da bi ga popolnoma pomolzili kot kravo. Meni se mi zdi, da zdaj ne poznam točnega ozadja, kakšne ima on povezave, recimo Damjan Merlak, ampak se mi zdi, da ne vem, očitno pač nobenih, v Dubaju je. Mogoče se ne identificira, ni dobro povezan s slovensko levico, potem pa pač ni nagrajen. Žal tako gre v naši državi. Eni dobijo, pa je to popolnoma v redu, pa nihče jih ne pribija na križ v medijih, čeprav imajo, ne vem, recimo sumljive finančne posle, po
drugi strani pa imamo nekega milijonarja, ki ne vem, zakaj to problematiziramo, če se je pač človek nekaj ustvaril, ki bi pa rad nekaj doprinesel tej državi, ne? Se pravi, mislim, svoj denar konec koncev dal ljudem, da Slovenija nekaj ima od tega, on bi si lahko rekel, pa se, mislim, klinc vas gleda, jaz sem itak v Dubaju, kaj se bo mesto Bogo Slovenijo ukvarjal, bi pa on v bistvu vložil v turizem v enem izmed najlepših koncev v Sloveniji. Ampak gre za čisto pravno vprašanje. Mislimo si mi lahko o kriptovalutah, o Damjanu Mrlaku, o čemerkoli, karkoli, gre za pravno vprašanje. Ali zaupamo v zemljiško knjigo, v kar je zaupal Damjan Mrlak, ko je to kupil, ker tam ni bilo napisano ta sklad kmetijskih zemljišč, ali ne zaupamo v zemljiško knjigo. A zaupamo v pravno državo, vi lahko jutri kupite neko parcelo, v zemljiški knjigi piše, da je lastnik tak, ki vam prodaja, na koncu se bo znašel nekdo, ne vem kdo, čez nekaj časa in bo zahteval kupnino še on. Pa kakšna država je to? Zdaj, eno izmed načel stvarnega prava je, da velja zaupanje v zemljiško knjigo. Ne? Se pravi, to, kar tam piše, to drži. Kar pomeni, da v bistvu, jaz mislim, da bi Damjan Mrlak lahko zmagal tudi v določeni civilni tožbi proti temu skladu kmetijskih zemljišč, ki se ne more zdaj kar proglašati za nekaj, kar nikjer, mislim si jemati nekaj, kar nikjer ni bilo zapisano. Ne? Jaz ne vem, jaz upam, da bo uspel, da bojo tudi Bohinjci uspeli s temi podpisi, ne? Ker konec koncev se gre za njih, se gre za Bohinj, za ta okoliš, za turizem, ne? Da bi nekaj imeli od tega. Škoda se mi zdi, no, da konstantno delamo na rušenju, ne pa na grajenju. Tako da poslušajmo Milana Kučana in volimo desno. Tiste, ki gradijo. Ja, tako. Dobro, zdaj te dni, ne, prav zdaj, ko snemava, je v Ljubljani tudi kmečki protest, ne. Zdaj, v bistvu je takole, ne, tak protest je že bil, seveda kmetje protestirajo, ta vlada je bila mačehovska do kmetov, zdaj nazadnje je tudi Evropska komisija in Ursula von der Leyen, o kateri smo že rekli besedo, podpisala ta Mercosur dogovor, to se pravi dogovor z Južno Ameriko, da prihaja sem, bodo prišli kmetijski izdelki s pesticidi, cenejši, skratka, kmetje se čutijo ogrožene, ampak to, kar je pa zanimivo, pa je, da so nekatere kmečke organizacije zdaj na nek način stisnile rep med noge in oni pravijo, da se recimo sindikat kmetov, ne, se ne bodo udeležili protesta, ker to je preveč politično. Zdaj pa vi mi povejte, a poznate protest, ki ni političen, no? To je namen protesta, ne? Ja. Jaz ne vem, zakaj se v tej državi toliko tepamo politike, ker konec koncev politika nam kroji življenja. Mislim, vse je politično, vse, kar se dogaja, politika je pač v vseh porah našega življenja. In jaz sem že večkrat slišala, no, da ravno pri teh protestih, pri tem, da bi se mogoče kmetje malo bolj angažirali, na glas povedali, kaj jih moti, pri tem jih največkrat blokira ravno sindikat kmetov. Zdaj očitno so se tudi na področju kmetijstva pri teh sindikatih uspeli, kako bi rekla, infiltrirati določeni posamezniki, ki agitirajo za levo opcijo in potem blokirajo, da bi kdorkoli, da bi se kam kaj premaknilo, ne? Da bi čim bolj poskušali utišati to nezadovoljstvo, ki je zdaj že zelo, zelo veliko. Zdaj, če se ne motim, glasovanje v Evropskem parlamentu o Mercosurju še ni bilo, ne? Evropska komisija je to sicer podpisala, ampak mora to potrditi Evropski parlament. Je pa zelo presenetljivo, no? Jaz mislim, da kaj takega še nismo videli, da dejansko ministrica za kmetijstvo dela direktno proti slovenskemu kmetu, ker je ona ta sporazum podprla. Vsak pri zdravi pameti, ki se zavzema za to, da mi imamo lastno hrano na mizi, ne da smo samooskrbni, temu sporazumu odkrito nasprotuje. Zdaj, jaz sem ravno zjutraj prebrala članek na 24 ur, da pač kmetijska ministrica pravi, da ona ne razume, zakaj to zdaj ta protest se grejo in da dialog poteka, ampak to ni res. Oni,
imajo sestanke, se pogovarjajo, ampak dejansko nič potem ni realizirano z njihove strani, ker niti točno ne vejo, kaj delajo. Saj Mateja Čalušić je bila kaj, neka kelnarca, ne? Pa smo spet pri tem. In je še vedno, mislim, da še vedno pomaga v domači. Ja, res je. Pa smo spet pri tem, ko spustimo na oblast, pa kelnarje, pa ne vem. Pa policaje, ja. Ja, pa policaje, tako. Ja. No, in jaz upam, da še vseeno se bodo danes kmetje oglasili v Ljubljani, povedali to, kar jih teži. Zdaj pri kmetijstvu je res problem, jaz sicer nisem toliko, kako bi rekla, se ne ukvarjam toliko s to tematiko, ne? Ampak, kakor sem uspela slišati od ljudi, je velik problem tudi birokracije. Oni imajo toliko enih administrativnih ovir, zdaj jih celo sateliti nadzorujejo, mislim, ne vem kakšni neživljenjski ukrepi. Predvsem smo pa priča temu, da pod to vlado so pač je prevladal glas nekih pristranskih nevladnih organizacij, kvazi borcev za zaščito živali nad glasom dejansko slovenskega kmeta in seveda stroke, ki pa najbolj ve, kako se stvarem streže na področju kmetijstva. Jaz sem tudi zelo za pravice živali, ne? Meni to veliko pomeni, ampak ne morem pa podpirati tega, kar se gredo na področju slovenskega kmetijstva, kjer smo videli, da po pritisku Tine Gaber, Meire Hot, Urške Klakočar Zupančič je prišlo do tistega odvzema krav na kmetiji Možgan, ki so jih vrnili v veliko, veliko slabšem stanju, kot so bile. Mislim, da eno so poginila. Eno so celo morali dati v zakol. Ja, no. Kar pomeni, da te ljudje dejansko izkoriščajo, se pravi zaščito živali, ta besednjak, zato, ker vedo, da s tem pritiskajo na čustva. Da je to čustvena tema, vsi imamo radi živali, večina od nas ima kakšnega hišnega ljubljenčka in seveda, ko slišiš, da zaščita živali ti zaigra srce, ne? Ampak v praksi pa tega ne udejanjajo. V praksi, kar so dosegali, je, da so v bistvu eno žival mogli zaradi njih dati v zakol, ne? Ker so jih v tako stanje spravili. Tako da jaz mislim, da slovenske kmetje morajo povzdigniti svoj glas in seveda pokazati tudi na volitvah. Politično, ne. Ja. Politično, ja. Kako pa drugače. Ja, sej to je res. No, pa gledajte, tudi to v prid temu, kar pravite, je tole dejstvo, da je bila publikacija Trajnostna oskrba s hrano prepovedana, zdaj umaknjena, čeprav smo več kot 50 tisoč plačali za njo. Namreč Agencija Republike Slovenije za okolje je kar naenkrat tole umaknila sa svoje spletne strani. Zakaj? V njej v bistvu ni dokazano to, kar so te varstveniki okolja ves čas govorili, da je živinoreja kriva za izpuste CO2 ali pa tako velike izpuste in da Slovenci ne pojemo preveč mesa, ne? To se pravi, ali tu vidimo prst Tine Gaber Golob? Jaz mislim, da je tlele treba izpostaviti nekaj, da ravno s tem dejanjem se kaže globalistična agenda, ki jo zasleduje točno ta vlada z Robertom Golobom na čelu in pa seveda tudi zraven Tino Gaber, ne. Ker kaj hočejo globalisti doseči? Oni skozi ponavljajo, da živinoreja je kriva, da so kravji prci krivi za segrevanje ozračja, po drugi strani imamo pa Kitajsko, ki proizvede največ izpustov CO2, mi v tej zgodbi sploh nismo noben problem, kaj šele kmetje. Pa naše krave. Mislim, pa to je res, res se delamo že norca iz ljudi. Tudi cela Evropa prispeva 7% izpustov. Ja. Tako da mi se tukaj v bistvu ustvarjamo problem tam, kjer ga ni. Ne? In v bistvu na račun tega delamo škodo sami sebi, sesuvamo sami sebe, ker niti Evropa ni več nek konkurenčen igralec na globalnem zemljevidu, ravno zaradi tega, ker sami sebe streljamo v koleno. Ne? Po drugi strani, kaj želijo globalisti tudi doseči? Ne? Da ne bi več jedli pravega mesa, ampak bi jedli umetno ustvarjeno meso, torej proizvedeno v laboratoriju, celo tendence so, da se ga zamenja z žuželkami, mislim, kar je popolnoma, oprostite, nečloveško. In to odkrito zasledujejo tudi te naši slovenski radikalni levičarji z Robertom Golobom in Tino Gaber na čelu. In zdaj pa ta študija ni šla njim na roko, ko so pokazali, da mi ne pojemo preveč mesa. In
Mislim, meni je tudi to skregano z logiko, pa kdo ste vi, da boste narodu govorili, kaj naj oni jejo? Ja, pa se to že Halo? ves mandat že delajo to. Saj imajo posebno svet, ali kako se imenujejo, da ves čas nekaj predpisujejo. Ne? Ves čas nekaj predpisujejo in to je poseganje v svobodo posameznika. Pa, mislim, kaj se vi greste? To so delali v totalitarnih režimih, da so predpisovali, koliko hrane pa kaj boš ti pojedel. Ne? Mislim, res grozno. Ja, in Evropa lepo tiho. No, pa če gremo še k drugim stvarem, še malce sej, o tem bomo zdaj pred volitvami mogoče še kakšno rekli, kaj je tisto, česar res niso izpolnili. Ne? Že omenili smo 30 dni do specialista, ampak oni so v bistvu napovedali tudi 30,000 novih stanovanj. Ne? Zdaj naredili so jih pa, reci piši, 1918. Ja, mislim, kaj je zdaj? Že itak so se s tistimi številkami v bistvu hvalili številkami, ki so jih druge vlade začele. Ne? Ja, točno. Ja, ne, praktično zdaj, kaj je zdaj to? Kaj bo zdaj v njihovem programu? S čim se bodo to? Ne Janša ali tiste, ki gradijo, te niso gradili nič, ne? Se to niso nič zgradili. Oni niso nič zgradili. Ja. Oni so rezali trakove na projektih, ki jih je zagotovila prejšnja vlada. Pa super, da režejo trakove, ampak ne potem še sami malo se zmigajo, ne, pa kaj naredijo, pa dejansko doprinesejo k temu svojemu cilju. Sej, oni so zelo hitro, tudi ko so že nastopili mandat, se popravili, pa rekli, ne, v 2 mandatih bomo to naredili. Ja. Mogoče v 3. Ja, mogoče v 3. A ne, da konstantno agitirajo, morate nas še enkrat voliti, pa boste pa res dobili. Ampak res Maljevac je minister za prihodnost. Ja, za prihodnost. Ja, to pomeni... Nismo imeli, ja? Futurizem, lej. Ja. Oni se pravi, oni vnaprej nekaj zagotavljajo. Ne pomeni, da jih moramo konstantno voliti in potem mogoče čez nekih in to bo spet 30 let pa bomo kaj dobili. Ja. bo to neka prihodnost. Ja. Mi bomo zagotovili, to moramo omeniti, ne, tudi predsednica podmladka Gibanja Svobode, Nika Podakar, je bila tudi na enem podcastu, ne, in jo je ta voditelj vprašal, ja, pa kaj za stanovanje, kaj ste zdaj naredili? In je začela, ja, pa, a veste, pa to ne gre tako, pa to so postopki, pa se pa začne zatikati. Najprej na veliko obljubljati, pa ja, čakajte malo, pa ne moramo to čez noč. In je rekel, ja, pa kdo bo pa to uredil? Je rekla, nova vlada. Jaz mislim, da so oni dejansko strateško to premislili, ne, že ko so naskakovali prvi mandat, so rekli, mi bomo dali zdaj popolnoma nerealne obljube, ki jih itak ne bomo izpolnili, zato da bomo rekli, še enkrat nas volite, pa boste pa to dobili, ne? Da bomo takoj si mogoče zagotovili 2 mandata. Ja. No, in seveda upajmo lahko, da bodo ljudje volili, ko bodo pogledali v denarnice, ne, in bodo rekli, to ne volimo več, ne, recimo, ker zdaj, takole je Bloomberg Adria je izračunal, da se je davčni klin v Sloveniji v zadnjih letih povečal, no in da seveda zdaj, če gledamo samo bruto plačo, ne, tisto, kar je strošek delodajalca, recimo, če gledamo 2913 evrov, tako na Hrvaškem kot v Sloveniji, dobi na Hrvaškem iz teh skoraj 3000 evrov bruto, dobi 1780 neto, v Sloveniji pa 1640. To se pravi, pri isti bruto plači, pri istem strošku za delodajalca, dobi slovenski delavec manj kot hrvaški delavec, da ne govorim o Italijanih. Ne? In za nameček ta minister za prihodnost, ne, pobira za neko daljno prihodnost denar, vsem je pobere 1% od neto zaslužka, zaposlenim tudi 2%, SP-jem, upokojencem je znižal penzijo za 1%, ne vemo zakaj. Ne? Nihče ga še ni kazensko ovadil, ampak to še čaka. In zdaj je pobral tip 143 milijonov do danes preveč in zdaj to mečajo v proračun, ne vejo, kaj bi s tem. Ne? Poslušajte, jaz upam, da bo kdo volil skozi svojo denarnico. Jaz srčno upam. Jaz ostajam optimistična, no, in mislim, da ljudje bodo, ne, ker, kot so že prej rekli, padle so maske. Zdaj, zakaj je nas Hrvaška na tak način dohitela, to smo tudi že prej omenili, a ne, rezultati toliko in toliko let desne sredinske vlade,
ki ima program in ki dejansko dela za narod. Ne. Mi se pa, ne vem, mi v Sloveniji imamo pa levico, ki pač dela samo za lastne žepe, žal, in pa da zaposli svoje prijatelje, znance pa žlahto. Ne. Zdaj, oni so rekli, da seveda so najprej ukinili to reformo, se pravi splošno... Dolgotrajne davke. Tako, najprej so odpravili splošno davčno olajšavo, ne, ki bi ljudem dvignila plače in jim prinesla v bistvu še eno dodatno plačo na leto ali celo več, ne. Iz revanšizma, ne zaradi drugega. Ne. Ja. In so rekli, da oni ne morejo podpreti to, da bi zdaj mi razbremenjevali plače, ker bo to povzročilo prevelik primanjkljaj v proračunu, nekje par 100 milijonov. Potem so pa sami ustvarili 2-milijardno luknjo v proračunu. Mislim, kdo se zdaj iz nas dela norca, ne vem. Ne? Pa seveda povišali so plače v javnem sektorju, zato je šlo tudi veliko denarja, pa tudi tam so bile neke težave, da določeni sploh niso dobili višjih plač, v glavnem kolaps sistema. Ne? In jaz se včasih vprašam, kaj pa so to za eni ljudje, da dejansko odkrito delajo proti temu, da bi ljudje imeli nižje plače. Meni je to fascinantno. Ja, ampak tudi predsednica sindikata, oprostite, Jerkičeva, ko je še bila, je rekla, ne znam razložiti, mislim, res je bilo kvadratura kroga, kako se lahko sindikat zavzema za nižje plače. Za nižje plače? Ja. Dejansko. In to je ta kasta ljudi, ki nam vlada že toliko in toliko let in se svalka tam okrog pač državne pipice. Ne? Zdaj, oni vedo, mislim, oni nekako želijo obdržati te svoje lovke na sistemu, želijo pač v svoje žepe zbasati čim več denarja in jaz mislim, da so tudi te ljudje sigurno vpleteni v kakšne sumljive posle, da jim to pač koristi, ne? Da narod ne bi dobil preveč denarja v žep. Jaz drugih razlag tukaj ne vidim. No? Tako da jaz upam, da so ljudje pa do zdaj že res spoznali, da na tak način ne gre več naprej in da moramo nekaj spremeniti. Če drugje ne v vrsti za zdravnika, ne, mislim, tako. Tam bi lahko začeli, Ja, tam bi lahko začeli, koliko časa čakamo zdaj na specialista ali telefonista ali da vem nekoga. No in seveda zdaj za zaključek poglejmo še na lokalno raven. Imamo 2 župana, eden je Janković, drugi je Arsenović, ne? To sta 2 zanimiva župana, oba sta se zdaj spustila v parkiranje. Ne? Arsenović je v Mariboru, ta teden smo izvedeli, v soseski Nova vas 2, zaprl kar 150 parkirišč, je rekel Arsenović, inšpekcija je rekla, da niso v redu več, ne? Zdaj ljudje begajo, vozijo po teh soseskih bogi, Mariborčani, ne? In isto tudi v Štepanskem naselju, no tole, kar je pa na sliki, to pa je tisto, kar je ostalo od parkomata v Štepanskem naselju. Seveda tam so ljudje, mogoče volivci Jankovića, ki praktično znajo tudi kaj razstreliti. To je zdaj, očitno je to očitek tega, ostanek od tega parkomata, ampak Zoran Janković je rekel, da pravzaprav gre za klasičen vandalizem, lahko razstrelijo vse parkomate, da spremembe ne bo. Zdaj, kaj se gre tukaj Zoran Janković, pa konec koncev tudi Arsenović ga malce očitno kopira? Ne vem, očitno je to nek dogovor med levičarskimi župani po Sloveniji, ker se je to začelo zdaj dogajati tudi v Kranju. Sem slišala, da zadnjič v enem delu Kranja bojo tudi uvedli ta sistem dovolilnic, tako da upam, da ne bo kmalu še kakšne eksplozije v Kranju, ne, tako kot so to počeli v Ljubljani, ampak moram pa reči, da jaz ne vem točno, kaj se tukaj te ljudje grejo, ker tudi za župana Jankovića se mi zdi to dokaj neznačilno. Ne? On nekako je vedno vedel, pa da se more nasmejati, pa ne z volivci. To so njegovi, no, praktično. Sej to, ne, on je bil vedno tak, se mi zdi, kolikor toliko ljudski. Ne? V Ljubljani so ga imeli kar radi, vem, da ne vem, določeni. Je prav tej Štepanskega ga volijo, pa je služil. Ja. In jaz ne vem, ali je on že mal naveličan, pa se mu ne da več in mu je že malo vseeno, se mu fučka, pa si mislil, dokler sem jaz na oblasti, ne šmirglam več nobenega, ne, bom izvajal svoj teror, pa če greste ne vem kaj, pa to je vandalizem, to se strinjam, ampak mislim, tak bes je Janković povzročil v ljudeh, ne, ker je ustvaril nevzdržno situacijo, potem si pa še upa priti na pogovor z prebivalci, ne.
pa v bistvu jim v obraz reči, ja ne, pač mi ne bomo nič naredili. Mislim, zakaj pa sploh hodi na te pogovore? Če ni pripravljen na dialog, če ni pripravljen sprejeti nobenega kompromisa. Mislim, te ljudje, a ne, to je pa to, ker se potem človeku se popolnoma zamegli ko je toliko časa nedotakljiv. Ne? On je 19 let, mislim, da v Ljubljani. Ja. Dolgo je že ta Zokijeva vladavina in se mu že, bom rekla, malo pozna na zdravju. Letos bo 20, letos so lokalne volitve. Ja. Ja. Očitno je to res, ampak vendarle kljub temu delujejo pa, tako se zdi, a ne, vse te sile, da bi vendarle Golobova vlada še v teh par tednih, kot so, ne, še pred odhodom sprejela odločitev o sežigalnici v Ljubljani. Ne. To pa lahko beremo na portalu Info 360, to je nekakšen sestrski portal, ne, kjer novinar Nenad Gliks piše prav o tem, da dejansko tole ministrstvo pač hiti, da bi sprejelo tole odločitev. To je ministrstvo za okolje pod vodstvom Bojana Kumra. Seveda sodi v Gibanje Svoboda. Zdaj, Ljubljana je bila med 761 analiziranimi mesti v Evropi zasedla 709. mesto po slabem zraku. Pa kaj je to? Nas hoče uničiti. Ne nazadnje tudi ta sežigalnica, ki bi bila na Barju, to je v bistvu tudi gradbeniško gledano statično zelo težek projekt, ker so tam tla mehka in se bo ta dimnik, za katerega pravi Janković, da bo tak kot Trboveljski, ki je najvišji v Evropi, ne, se bo začel nagibati. Se ne moreš imeti tako globokih temeljev. Jaz osebno sploh ne razumem, kaj zdaj želijo. Stroka proti, tako kot pri kanalu C0, tukaj proti in dajmo uničiti Slovence do konca. Ali kaj je to? Predvsem se gre tukaj za denar. Ne. Seveda, oni se zavedajo, da to ni dobro za zdravje ljudi, ampak njim je to nekako, se požvižgajo na to, ne, nažalost. Zanimivo je tudi to, da so to ljudje, ki ponavadi imajo veliko povedati o tem, da je okolje treba zavarovati, ne, pa pravica do vode, o tem smo šli na referendum, konec koncev pa okolje najbolj uničujejo, zaradi tega, ker si pač želijo povečati debelino svojih denarnic. Ne. Tudi, ko je ta vlada nastopila mandat, je bila ena izmed prvih stvari, da so Jankoviću omogočili gradnjo kanala C0, ker prejšnja vlada je to blokirala, ne. Ker so se zavedali vplivov na okolje in pod to vlado se je to začelo veselo nadaljevati. Zdaj smo že pri sežigalnici in tukaj je treba nekaj vedeti, ne, da taki projekti, sploh v Ljubljani pod Zoranom Jankovićem, vsi gradbeni projekti, tukaj se pobere v žep veliko provizij, veliko denarja je recimo tudi pri odpadkih, ne, tam se veliko denarja opere. In zato imamo pa tudi v naši državi toliko nevzdržnih rešitev na teh področjih, kar se tiče odpadnih vod, odvoza odpadkov, konec koncev zdaj sežigalnice. Ne. Ker recimo vem, da sosednje države, druge evropske države imajo to urejen na bistveno bolj učinkovit način, ki je bolj, bolj primeren tudi za okolje, ne? In pa tudi se mi zdi, da cenejši tudi za prebivalce, ampak pri nas ni interesa, da bi se to uredilo, zato ker gre tukaj že skoraj za mafijsko poslovanje. Ja, ker to, kar nas lahko straši, je, da je ta sežigalnica bi bila toliko preddimenzionirana, da bi zdaj Ljubljana, ki že itak je v kotlini, slab zrak po meritvah, bi sežigala še za mnoga druga mesta. Lahko celo uvažamo zdaj mi nekje iz Bosne, ali jaz ne vem, odkje bomo to, kaj vse bomo tukaj sežigali. To je res, to nas lahko plaši, ne? Je pa smešno, ne, da se po eni strani pogovarjamo, da živinoreja, koliko toplogrednih plinov spusti v zračje, ampak po drugi strani bomo pa sežigalnico gradili. Mislim, halo, pa kje mi živimo? Res se človek vpraša, tako kot sem prej rekla, divji zahod. Jaz tukaj tudi pogrešam odpor Ljubljančanov, ne? Mislim, to se dogaja konec koncev pred njihovimi domačimi vrati, pa so tiho glede tega. Jaz upam, da jih bo, ne vem, da jih bo tole v Štepanskem naselju malo bolj pretreslo, ne? Je pa žalostno, da je veliko več jeze glede parkirnih mest, kot pa recimo vode in zraka. Ja, Karen Planinšek, tu bova nehali s tem komentiranjem, še bi lahko govorili. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za tale teden, pa se vidimo v bližnji prihodnosti. Hvala tudi vam.
In hvala za pozornost. Nasvidenje.